Lepo pozdravljeni, kaj so nam mrki zakuhali v mesecu marcu. Marec je transformativni mesec v letošnjem letu, tako kot so Rimljani začeli praznovati pomlad, novo leto v bistvu na pomlad, tudi mi energijsko, kakorkoli hočete ali ne, do marca vsi kopljemo pod zemljo, vsi iščemo svojo novo stanje, marec je pa tisti transformativni mesec. 14. marca je polna luna in lunin mrk v znamenju Device na 23 stopinjah in pa 29. marca sončev mrk na 9 stopinjah ovna. Kaj vam to prinaša? Poglejmo kar direktno za vsako posamezno znamenje. Generalno je dobro v tem, da vsem prinaša lunin mrk boljše zdravje, kar pomeni, da se vam lahko na kratko okoli 14. marca poslabša. In potem naredite potrebne spremembe, osvobodite preteklost, priporočam, da očistite dom, še posebej prostor za zdravje, to je vzhodni del, zdravje družina, vzhod stanovanja, torej počistite do potankosti, kajti lunin mrk se zgodi v 6. hiši v Devici, dvojno za zdravje in če vzhod počistite, boste 90% lažje preživeli ta lunin mrk z večjo koristjo. Sončev mrk 29. marca se zgodi v 10. hiši, direkt na vrhu na MC-ju, kar pomeni na 9 stopinjah ovna, kar pomeni, da počistite sever. Severni del stanovanja, to je vaša kariera, poslanstvo in pa sledenje usodi na tak sproščen način s podporo čustev. To je pomembno samo tako za uvod. Ovni boste v polni luni oziroma v luninem mrku doživeli ogromno transformacijo, kot da se bo iz vas izluščile plasti energiji, plasti naloženih čustev, kot da bo duša, dejansko boste našli stik z dušo na način, da boste začutili to kot življenjsko energijo, ki vam daje navdih, veselje, voljo do življenja in spremembo v tem, kar boste delali. Oni boste naredili največjo regeneracijo s tem, da boste ali menjali službo ali do nje naredili drugačen odnos. Sprostili se boste in ta lunin mrk vam bo prinesel predvsem novo možnost napredovanja skozi stik z dušo, skozi stik s svojimi izvornimi energijami. Sončev mrk pa ovne, sploh v tiste, ki imate sonce na recimo 5+9 ali pa 5-9 tam nekje stopinjah, vam bo naredil totalno spremembo življenja, brez da bi si želeli, ampak bo potrebno, usoda vas bo vodila, vsi vaši načrti se bodo drugače zapeljali, šli boste direktno za energijami, ne boste si mogli pomagati. Ali se boste na vrat na nos zaljubili, ali vam bo odpovedana služba, pa boste mogli najti drugo, ki jo boste našli hitro. Nič ne bo dolgo trajalo, ampak se boste zelo na hitro regenerirali in postavili na novo, kajti podporo imate tako strani čustev, kot strani usode, tako da dejansko bo potrebno samo osvoboditi pretekle misli in tudi mogoče selitev je vidna ali komunikacija z brati, sestrami, vse se bo sprostilo, zregeneriralo in oni boste največ dobili od tega sončevega mrka, če se ne boste ničemur upirali. Biki, imate v luninem mrku priložnost se sprostiti, osvoboditi zdravje, fizično telo bo v spredju in tudi služba, lahko boste napredovali potem en mesec po luninem mrku, se pravi po 15. aprilu, prej vprašanje, če bo v redu. V času luninega mrka ne iščite nove službe, počakajte, da tole mine vaša transformacija, da boste sploh videli, biki, kaj si želite. Vsekakor bo pa po 15. aprilu služba boljša, zdravje boljše in vi bolj nekako pomirjeni sabo in bolj dovzetni za stike z okolico. V sončev mrk, ki vam pa lahko bikom da veliko podporo, predvsem v spreminjanju filozofije življenja do prijateljev, znancev, odpiranja se javnosti. Do sedaj ste bili biki bolj introvertirani oziroma se niste želeli postaviti v ospredje, tokrat se bo nekaj zgodilo in vam bo sončev mrk podprl to, da boste bolj sproščeno stopili v svet, imeli več prijateljev ali celo vpliva v družbi, lahko da se boste odločili za politiko ali večje udejstvovanje v družbah, v društvih, v okolici, v svojem
svojem rojstnem kraju, kar vam bo pomembno in boste to z lahkoto speljali. Dvojčki, lunin mrk vam dvojčkom prinese predvsem spremembe v materialnih dobrinah, spremembe lahko da se bodo uredili papiri glede vašega doma, avtomobila, ali boste prodali avtomobil, hišo, karkoli takšnega. Dvojčki imate priložnost poravnati ali pa urediti svoje materialno stanje, predvsem glede tega, kar vas čustveno obremenjuje. Medtem ko, če imate kakšne vrednosti, pa jih morate paziti, da vam niso vzete, kajti lunin mrk lahko vzame tudi navezanost na materialne dobrine in če ste na nekaj preveč navezani, vam je lahko to tudi vzeto. Sledite intuiciji, pa boste dvojčki glede luninega mrka super. Sončev mrk pa dvojčkim prinese predvsem javnost. Javnost vas bo želela, uspeh boste imeli v vidnem polju države ali celo sveta, na svetovnem nivoju. Dvojčki boste z sončevem mrku lahko spustili tisto ali strahove ali pa bremena preteklosti ali neprimerno družbo, ki vas je lahko držala preveč v ozadju. Včasih imate prijatelje, ki so ljubosumni na vas ali želijo se okoristiti z vašimi talenti, pa potem pride do tega. No, to se bo sprostilo in dvojčki boste po sončevem mrku po 29. marcu začeli dihati na drug način in se začeli zavedati svojega vpliva, ki ga imate na okolje in ga v dobro smer uporabljali, v smer, ki bo dala tudi vaši duši in vaši okolici smiselno zadevo. Lahko, da se boste preselili v tujino ali imeli stike s tujino, vse to bo v pozitivno. Raki, lunin mrk je za vas izjemnega pomena, kajti raki ste itak na gibanje lune najbolj občutljivi, najbolj senzibilni, zato vas tudi meče gor dol in ste izjemno senzibilni, občutljivi na vse to, kajti luna vsake 3 dni spremeni svojo pozicijo, kar pomeni, da raki to čutite in se vam spreminja razpoloženje, kar je seveda naporno za vas, pa tudi za okolico. Lunin mrk vam odzame priložnost za manipulacijo vašo ali strani službe, da ste zmanipulirani, tako da se bo karkoli se bo dogajalo okoli 15. marca, en mesec prej in pozneje, vezano na službo in na vaše zdravje, je plod luninega mrka, ki je v Devici, kar pomeni, da se vam zdravje in služba morate resetirati, ker je zraven v mrku južni vozel, to pomeni, da je karma preteklosti, bremena preteklosti se osvobajajo na globinsko in tudi možnost je, da raki zaradi tega padete v eno stare filme, stare fleše, ki jih boste morali opustiti, če želite sprejeti podporo tega luninega mrka, ki vam bo vsekakor koristila, predvsem za komunikacijo, način razmišljanja, voljo in pa odnos do bratov in sester ter do svoje okolice. To je za rake izjemno pomembno. Sončev mrk, ki se pa zgodi seveda z luno v ovnu in soncem v ovnu, ker je to na mlaj, pa rakom prinese voljo in nov način življenja. Ko da se boste olupili od vsega, kar vas je bremenilo do sedaj, lahko se zgodi kaj nenadnega, ker je sončev mrk, se lahko zgodi kaj z vašim očetom, ali se preseli, ali se mu zgodi karkoli takšnega, da če že pokojen, lahko da boste čutili stik z njegovo dušo, če je v slabem zdravju, se v bistvu pazite, kakšni ste do njega, kajti se lahko poslovi v času sončevega mrka, kar se tiče tako rakov kot ovnov. V glavnem raki okoli konec marca ob sončevem mrku, pazljivo, kajti od vas, od vašega stika z vašo dušo, z vašo integriteto je pomembno, kako dobro boste speljali te spremembe in zelo bo dramatično. Konec marca bo za rake zelo dramatičen. Ta sončev mrk bo odnesel namreč vse, kar ovira vaše energije ali pa vaše življenje, da ne greste po pravi poti. Torej, ves balast bo odpadel, zato se ne držati ničesa preveč, pustite, da se dogajajo spremembe in boste zadovoljni, oziroma mogoče ne takoj, ampak najkasneje v roku pol leta se bojo stvari zložile tako, da bo za vas optimalno. Če boste seveda sledili intuiciji, klicu duše, srcu in se postavili na novo, tako kot je prav, da se. Levi,
polna luna oziroma lunin mrk vam bo prinesla predvsem osvoboditev bremen, kar se tiče doma, sproščeni boste, dom se bo zresetiral in nekako boste na novo čutili željo in voljo, da postavite sebe predvsem in pa svoj dom v eno tako pravo energijo. Medtem ko bo sončev mrk zelo dramatičen tudi za vas, kajti sonce je vaš vladar bolj kot luna in pa sončev mrk je na najvišji točki ovna oziroma karte 29. marca v ovnu, kar pomeni, da lahko, da se vam določene emocionalne stvari zgodijo, ki vam vzamejo voljo do življenja in vas sprostijo. Sprostijo na način, da boste na novo mogli aktivirati svoje življenje in se na novo postaviti. Tako da levi pogumno v smislu, kaj želite, ostalo pustite, da se samo zloži. Imeli boste podporo energiji, da sledite svojim ciljem, če so pravi. Kar ne bo pravo, bo odpadalo in pa čutite levi predvsem svojo notranjo os. To bo v času sonca v ovnu zelo zaznavno in boste tudi bolj trmasti kot običajno, kar vam bo koristilo. Device, imate v polni luni oziroma luninem mrku veliko nalogo spustiti vse, kar bo življenje vam želelo vzeti. Trojna osvobajanje skozi lunin mrk. Luna je v vašem znamenju na 23. device, ko se zgodi mrk. Južni vozel je zraven in še v 6. hiši, vaši hiši, kar pomeni, da bo lunin mrk 14. marca definitivno usoden vsaj za drugo dekado device. Drugo dekado device, tretja dekada device, kar pomeni, da boste tretja dekada device dobesedno zresetirale svoje življenje, preostale device pa spustile preteklost, bremena službe, bremena, ki so vam lahko omogočala šibko zdravje. Pozornost na zdravju, na službi in na tem, kaj si zares želite od življenja, je za device nujna, da boste lažje prestopile tja, kamor vas zvezdni vplivi vodijo. Sončev mrk pa devici prinese predvsem osvoboditev preteklosti, bratov in sester, lahko da se boste preselile, prodale hišo, parcelo, karkoli je potrebno, da greste na novo in to bo se zgodilo okoli 29. marca. Pri soncu je tako, da je lahko še pol leta gor dol, lahko da se prej zgodi, lahko kasneje, ampak vsekakor 29. marec sončev mrk ima ključe za vašo osvoboditev. Kako hitro se bo pa to speljalo, pa zavisi od zakompliciranosti v odnosih in zakompliciranosti, ki jo vi želite držati, tako da hitreje, ko se sprostite, hitreje bo šlo. Tehnice, imate v luninem mrku to srečo, da je še črna luna, ki pa ni zelo močno aktivna v tem sončevem mrku, tako da boste nekako vztrajale pri svojem, tako v službi kot v zdravju. Pomembno je, da se zavedate, da je potrebno kaj narediti, ampak tehnice to znate skozi naravo in skozi stik z dušo, boste to speljale, ne se vpletati v čustva drugih ljudi, ne se vpletati v njihove spremembe, ohranite stik s sabo in boste najboljše preživele ta lunin mrk. Sončev mrk pa tehnici prinaša, ker je sonce v opoziciji, s tehnico pa prinaša predvsem spremembe, kar se tiče doma, kot da boste tehnice na novo videle svoj dom ali na novo ga postavile ali na novo zaživele v njem. Vsekakor je koristno, da ste do 29. marca naredite čistko, fizično očistite dom in se bo vse dobro postavilo. Škorpijoni, vaš lunin mrk se bo zgodil na način, da boste osvobodili določene stvari glede odnosov, prinesel vam bo srečo v odnose in odnesel obremenjevanja, kar se tiče usode na splošno, kaj morate narediti. Čutili boste, da morate začeti slediti srcu, kar se bo zgodilo skozi lunin mrk 14. marca in bo šlo lažje. Medtem ko sončev mrk pa je za škorpijone malo bolj dramatičen, kajti črna luna bo takrat že v vašem znamenju in temeljne spremembe se bojo začele delati doma. V vašem domu, v vaših temeljih se bo zgodila ena sprememba, ki vas bo
ali prisilila, da boste na novo pogledali življenje, ali pa vam samo dala potrditev, da ste imeli prav, da ste se že dobro na novo postavili in da samo sledite temu, kar je pomembno. Odnosi bodo ključ, tako da ne se zapirati pred ljudmi. Strelci, kako lunin mrk vam prinaša osvoboditev, na sproščen način, predvsem osvoboditev, kar se tiče materialnih dobrin. Če ste imeli občutek, da nekaj blokira vaše pridobivanje denarja ali da imate čudne energije v hiši, to se vse lahko skozi lunin mrk sprosti. Če je vezano na hišo, jo očistite s kakšnim sprejem, požegnajte, v glavnem naredite eno čistko tudi v energijah. Sončev mrk pa prinese strelcem predvsem srečo, veselje in pa začetek na novo. Strelci boste čutili, kako bremena odpadajo in sončev mrk vam bo dal možnost sodelovanja z sabo, svojo dušo in pa s prijatelji, od katerih ste že bili lahko dlje časa odrezani. Tako da povrnitev enih odnosov bo za strelce, ponovna povezava z nekom iz preteklosti, ki je še smiseln za vas, tako da ga boste z veseljem sprejeli in boste tudi vi z veseljem sprejeti. Kozorogi, imate v luninem mrku nalogo spustiti vse, kajti se zgodi v zemeljskem znamenju in z lahkoto boste opustili svoje čustva, preteklost, mogoče tudi službo, samo kozorogi ne dajete odpovedi pred 15. aprilom, počakajte, da se energije umirijo, da vidite, kaj si resnično želite, ne bodite hitri v tem. In pa v sončev mrk pa vam prinese kozorogom predvsem nove odnose, nov način videnja odnosov, nove povezave, lahko tudi novo partnerstvo in pa stik z svojimi čustvi na bolj sistematičen in dober način. Nehali se boste obremenjevati s stvarmi in se bolj postavili zase, kar bo veliko bolj privlačno. Vodnari imate v času luninega mrka 14. marca, mesec dni gor dol, priložnost spustiti vse, kar vas obremenjuje glede službe, kar vas obremenjuje glede doma oziroma glede karijere in usode na splošno. To je za vodnarje zelo pomembno, da nimate pretiranih načrtov, kajti potem ste vedno znova razočarani in to se bo zgodilo ob luninem mrku, da bodo padle določene iluzije, določene skrbi in se boste sprostili in lažje začutili, kaj je zares tisto, kar vas veseli in čemur strmite. Sončev mrk pa bo vodnarjem prinesel predvsem nove odnose, tudi rehabilitacijo, regeneracijo, nova prijateljstva. Zelo se boste na novo odprli svetu, življenju in pa odnosom na način, kot si želite, da bo bolj sproščeno v komunikaciji, kot da boste iz sebe potegnili ven ene stare načine komuniciranja. Sončev mrk vas bo sprostil, osvobodil, kako bi rekla, zadrege, sramu, vsega tega, zaradi česar se niste pokazali takšne, kot ste. Odlično bo. Potem, ko boste preživeli ta spreminjajoče se dogajanje. Ribe pa imate v polnem luninem mrku, na polno luno v Devici je nalogo spustiti, kar vas bremeni glede duhovnosti, pričakovanj drugih ljudi. Ribe boste imele odlično priložnost se postaviti zase najprej v sebi, da boste dojele, da tisto, kar doživljate, je vaše, ne tuje in da boste lažje spustile vsa pričakovanja drugih in končno zadihale v tisto smer, ki si jo želite. Malo lahko, da bo obremenilno, lahko, da boste razočarane nad kakšnimi reakcijami ljudi, predvsem v službi ali med prijatelji. V vsakem primeru boste predvsem razočarane nad sabo, da ste sploh toliko pričakovali od drugih ljudi. Sončev mrk pa vam bo prinesel večje spoznanje, tudi željo po morebitnem potovanju, izobraževanju. Filozofija življenja se vam bo spremenila in velik vpliv boste imeli za tujino. Po 29. marcu, od takrat naprej, ribe, začnite sodelovati s tujino, če imate interes v tujini narediti karkoli dobrega. Energije vas bodo podpirale, kajti razbremenile se boste bremen preteklosti in Slovenije.
Pestro bo, hvala vam za pozornost, najdite svojo priložnost v zvezdah in predvsem dovolite si narediti spremembe v življenju. Srečno!